Ampak veste, dejstva ne prenehajo obstajati samo zato, ker jih nekdo ne želi sprejeti. In kot pravi Hannah Arendt, citiram, idealni subjekt totalitarne vladavine ni prepričan nacist ali prepričan komunist, temveč človek, za katerega razlika med dejstvi in fikcijo ter med resničnim in napačnim več ne obstaja. Konec citata. In kot smo že večkrat pokazali, Slovenke in Slovenci znamo razlikovati med resničnim in lažnim. In ob zaključku, niso računalniki tisto, kar moti predlagatelji interpelacije. Digitalna preobrazba brez računalnikov ni izvedljiva, ne obstaja. To, da Ministrstvo za digitalno preobrazbo nabavlja računalniško opremo, je nekaj povsem normalnega. Tako kot je povsem normalno, da Ministrstvo za infrastrukturo gradi železnice in ceste. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije vlaga v raziskovalno opremo. Ministrstvo za zdravje v zdravstveno infrastrukturo in opremo. Ministrstvo za solidarno prihodnost v stanovanja in domove in tako naprej. Moti vas nekaj drugega. Pozorno poslušam razprave tukaj v Državnem zboru in spremljam tudi vaše izjave v javnosti. Za vas sem moteča jaz. Med dosedanjimi 6 interpelacijami za zahtevami po pojasnjevanju svoje politike so bile 4 take, ki so bile namenjene izključno ženskim političarkam. Ženske v politiki smo za marsikoga moteče. Sama nosim še dodatni nahrbtnik. Sem tujka, migrantka, čefurka po vaše. Ob tem se spomnim na besede Ivane Djilas in ponovno citiram. Ko rečejo prekleti čefurji, postrelite migrante, parazitski umetniki, ko jim niso všeč izobražene in liberalne ženske, ko pošiljajo stran vse, ki jim materni jezik ni slovenščina, tudi to sem jaz, vse to sem jaz. In danes sem še pogumna, ker sem v to prisiljena. Konec citata. Pogumna sem pa zato, ker imam čisto vest, ker sem mirna, ker vem, da sem svojim vestnim in odgovornim ravnanjem izpolnjevala zakonske obveznosti ministrstva, ki ga vodim. Vse aktivnosti so bile izvedene skladno z zakonodajo, transparentno, sem edina, ki je delila porabo svoje kartice na portalu OPSI. Toliko o moje netransparentnosti. Učinkovito in z gospodarnim upravljanjem javnih sredstev. V tem konkretnem primeru smo za ekipo sledili danim obljubam ter sistemskim ukrepom zagotovili računalniško opremo za najbolj ranljive skupine državljanov. Odprto javno naročilo je bilo v skladu z jasno zakonsko obveznostjo in je bilo izvedeno skladno z vsemi načeli javnega naročanja ter s ciljem maksimalno prispevati k gospodarnosti in učinkovitosti dobave in porabe javnih sredstev. In skladno s tem ostro zavračam vse očitke podane v interpelaciji. Hvala. Hvala, prosim, spoštujmo vsi, da se v parlamentu ne ploska. Hvala lepa. Spoštovana ministrica, v tem parlamentu ne bomo tolerirali diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin nikakršnih. Hvala lepa.